Prisrčno pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebojeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Tokrat ponovno gostimo zelo zanimivo sogovornico. Irena Debeljak je oseba, ki že od malega razmišlja o tem, kako bi pomagala ljudem na poti k sreči, zadovoljstvu in zdravju. Odkar pomni, se sporazumeva z drugimi svetovi. Za mnoge neotipljivi in nematerialni svetovi so njej popolnoma domači. Hkrati pa razume tudi principe delovanja bitij, ki v teh svetovih delujejo. Zaradi svoje drugačnosti je že zgodaj spoznala, da ne govori istega jezika kot večina ljudi. Že kot otrok je govorila o svojih vizijah in sporočilih angelov. Tudi kadar ji je bilo težko, je svojo pomoč iskala pri naravnih in nadnaravnih bitjih. V fazi odraščanja je spoznala, da so njena posebna videnja in komuniciranje z drugimi svetovi njeno darilo in ne ovira, s katero je mislila, da se bo morala soočati celo svoje življenje. Danes so njeni darovi izoblikovani v smeri, da bere tudi dušne zapise, kjer se nahajajo informacije, po katerih naj bi ljudje živeli, da bi se lahko izrazili kot celostna, materialna in duhovna bitja. V rodbinskih, karmičnih, osebnih in drugih zapisih lahko skupaj z Ireno najdete vzroke za vaše probleme, nezadovoljstvo in neizraženost. Večina ljudi, ki obišče Ireno, govori o neizpolnjenosti in ujetosti v določene situacije, stanja zavesti ter čustvene in mentalne vozle. Še posebej v tem času je veliko ljudi, ki se duhovno prebujajo in pri tem jim Irena s svojimi izkušnjami in darovi pomaga. Tako lahko njene stranke začnejo svoje darove in talente prebujati v smeri, kot je nakazano v zapisih, ki se nahajajo v njihovih dušah. Pri svojem delu je pomagala že mnogo ljudem, ki so se lahko z njeno pomočjo prebudili v svoje poslanstvo in ga začeli živeti v vsakodnevnem življenju. Njena posebnost je tudi v tem, da pri svojem delovanju združuje duhovni in materialni svet in ga ljudem predstavlja kot celoto, iz katere lahko črpajo svoj navdih in moč za ustvarjanje svojega raja na zemlji. Prisrčno pozdravljeno v studiu Ljubljana TV Ireno Debeljak. Irena, dobrodošla, kako si, kaj? Pozdravljen. Odlično. Odlično, a ne? Po Ja. vseh izzivih, predno smo midva začela Ja. snemati, a ne, to oddajo. Očitno Ja. matrica ima neke načrte, da ne hoče preprečiti, ampak mi se ne damo, Ne a ne? damo se. Ne damo se in Ne, jaz sem ne. se že prej smejala, ne? Ja. Kaj vse se dogaja, ne? Mogoče greva kar za začetek, a ne? Kako se je vse to začelo pri tebi, ta tvoja zgodba iz otroštva, ko si začela slišati ta sporočila? Kaj se je dogajalo, kako si se takrat počutila? Kaj je bilo tisto, kar te je mogoče bolelo takrat? Dolg časa nisem vedela, da je s tem kaj da sem drugačna. Dolg časa je bilo to za mene tako normalno in tako naravno, kot da se zdaj s tabo pogovarjam. Šla sem recimo mimo psa, pa sem se pogovarjala z njim. Mimo mačke. Vse je bilo zame tako živo. Drevesa, narava, oblaki. Mene to predstavlja tak živ svet, kjer je samo ena velika komunikacija, kjer se vsi med sabo na nek način poznamo. In ko sem jaz govorila o recimo škratih, ki so se mi pokazali, palčkih, ne? In sem to govorila staršem, so mislili, da to z kakšnih pravljic ali pa ne vem, od nekje dobim tako kot domišljija, ne? Ampak meni je bilo to tako vse resnično. Jaz se še zdaj v živo spomnim določenih teh bitij, ki sem jih res, ali vile recimo, ki so se mi pojavile, ali so bila to pač neka taka kot eni možici. In ko sem jaz komunicirala tako kot s tabo, so mi veliko govorili. Tako, na moji ravni, ampak predvsem so mi dali to lažbo, ker sem se zelo samo počutila. Nisem imela vrstnikov, zgodaj sem videla, da nekako ne zmorem z njimi tako skomunicirati ali pa biti tako kot oni. Tako v smislu se igrati iste te igre kot oni. Mene so vedno neke druge stvari privlačile, drugačne igre. Tako nisem nekako pasala v ta njihov krog in so me hkrati, oziroma so me tudi zaradi tega nekako izolirali.
Niso se hoteli z mano družiti. Se počutila osamljeno, verjetno, ne? Ja, osamljeno, pa nisem razumela, zakaj. In tako sem nekje čist spet po enem takem notranjem vzgibu iskala to družbo v gozdu, v naravi. Tam si se počutila doma. Mi je bilo doma, domače. In zato, recimo, mi je bilo na trenutke tudi neprijetno, ker so določene te sile tudi malo v takih čudnih podobah lahko. In sem bila prestrašena, ker so se mi pokazale recimo kakšne take malo najbolj lepe podobe ali pa kakšne duše, ki so me nagovarjale. Ker meni so te duše predstavljale tako res nekaj normalnega, ne, tudi duše. Zato mi je bilo tako nenavadno, da ljudje umirajo. Jaz tega nisem razumela. Zakaj? Če so še živi. Kako je zdaj to, veliko teh mojih vprašanj mi nobeden ni znal odgovoriti. Samo zapustijo telo, ne, pa grejo v drugo. Jaz sem imela taka malo nenavadna vprašanja. Res, da je bila stara mama taka malo bolj posebna, pa je te stvari že razumela na en tak svoj način, ampak mi je znala marsikaj povedati. In mene je to zanimalo. Pa te zgodbe, ki so si pripovedovala, veš, babica, pa njene sestre, pa tako se mi je zdelo, da mi to najbolj sede. Vse ostale teme so mi bile tako manj zanimive. Jaz bi se pogovarjala samo o teh mističnih stvarih. Tako sem začela recimo brati, ker sem bila 10 let stara, Nostradamusovo Pratko. To mi je bilo dostopno, to so imeli v trgovini. In jaz sem to na pamet znala, mene je to privlačalo o teh napovedih. Ker mene je bilo tako neverjetno strah, da bo konec sveta. Enkrat sem slišala na eni oddaji, da bo konec sveta in to je mene čisto vznemirilo. Kako bo konec sveta? Kaj to pomeni? A nas ne bo več, ne? To vprašanje pri 10 letih sem si ga postavljala. In kje bom jaz zdaj dobila kakšen odgovor, ne? Pa ta Nostradamus, pa njegove napovedi, jaz sem jih znala na pamet. In kaj drži to? Se bo kaj uresničilo? Recimo, da zdaj se ne spomnim več, ampak takrat mi je bilo pa to živo. Meni se je zdelo, da je on res, da tisto, kar govori, da bo res. In tako sem v nekem pomenu trepetala zmeraj za svet, pa za ljudi. Mene je bilo zmeraj strah za ljudi. Nikoli nisem razmišljala o sebi. Ampak vedno me je bilo strah recimo za očeta, ker sem brala njegov zapis, dejansko to nisem vedela takrat. Zelo zgodaj sem vedela, kaj je doživela, kaj mu je in sem ga skozi opozarjala. Žal me ni slišal in je pri 45. letu potem tudi odšel. In to je bila najbolj... Vidiš vnaprej. Tako, videla sem usodo mnogih, tudi opozarjala sem ga na marsikaj, njega najbolj nekje, ampak seveda je bil le oče in meni nekako jemal resno. Najtežje, ja. Ja, in večina so stvari, ki sem jih takrat njemu povedala, se uresničile in tudi napovedi, ki so bile, ne, za prihodnost. Tako da, ja, te stvari so mi bile kar vidne. Jaz sem ljudi enostavno videla v prihodnosti. In v preteklosti. To se mi je tako nekako, veš, je bil kot film, ne? Tako, in meni je bilo, že meni, ko sem bila recimo prvič toliko stara, da so bile te teme dosti take neobičajne, je bilo to nenavadno in kako si zdaj to razložiti, kaj jaz zdaj res, a je to zdaj ta človek tukaj, a je bil iz prejšnjega življenja, veš, to se je meni tako res odstiralo že zelo zgodaj. Tako da pri očetu je bila pa tista prelomnica, ko pa ni bilo več možno to tajiti in sem si mogla priznati, jaz slišam, zdaj pa še svojega očeta. In takrat je bilo to za mene streznitev, kaj zdaj s tem delati. Mene je bilo strah tega. On je bil skozi, jaz sem ga čutila, videla, nisem mogla spati, luč sem imela pržgano. In on me je nagovarjal in mi govoril stvari. In meni je bilo tisto, a zdaj jaz res slišam očeta, a takrat sem bila že stara malo čez 20. Ja, verjamem, da zna biti to kar težko, tudi naporno, ko doživiš vse te uvide, ko vidiš stvari vnaprej, zna biti kar obremenjujoče, lahko rečem. Ja, obremenjujoče je bilo, ker takrat sem poiskala pomoč. Takrat se mi je vse sesul, ker je pač 45 let je bil star, ko je odšel. In sem iskala, kdo mi bo zdaj znal pomagati. Jaz sem bila v hudi psihični stiski. Nisem vedela, kaj, kako prenehala sem delovati, v smislu poslovno, nisem več mogla nekako nič drugega, kot se samo reševati v nekem pomenu. Tako da takrat sem začela stopati pa zavestno na to pot. Odlično, bova nadaljevala po kratkem predahu.
Tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu naše oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Z nami nocoj krasna izjemna sogovornica Irena Debeljak z temo naslovom oddaje Vrnitev v izvorno esenco. Ja, Irena, kako vidiš ta čas? Mogoče kako si videla ta korona čas, kaj vse se je dogajalo v tem relativnem, snovnem, otipljivem 3D svetu in kako čutiš sedaj te energije? Že prej sva govorila, kako pritiskajo, ko sva se pripravljala, pogovarjala. Kaj se zdaj dogaja, kaj čutiš in kako lahko ljudje v bistvu doprinesemo, da se dvigne zavest, dvigne vibracija, da bomo mogoče presegli nekaj, kar bi se eventualno lahko zgodilo? Ja, zdaj smo res na eni taki prelomnici, ko se mi zdi, da je zelo pomemben, da ljudje začnejo slediti temu, kar čutijo. Ampak istočasno pa da znajo razločevati med tem, kaj je resnica, kaj je uvid, kaj je intuicija in kaj prihaja od zunaj. In teh pritiskov zunanjih vplivov, ki delujejo na nas, predvsem na tiste, ki bi mogoče lahko naredili ene spremembe, ker imamo poslanstvo, da pomagamo pri prebujenju src in duše. Predvsem pri teh ljudeh v zadnjem času opažam, da je zelo težko, ali pa nam je, se tudi lahko rečem zase, ker so vplivi tega zunanjega, bom rekla, okolja in da ne govorim še o zadnji, tako intenzivni, da včasih človeku odzame to moč, voljo, ker gre v bistvu ta pritisk na vse možne nivoje, od čustev do psihe, do v bistvu telesa celo. In zato velikokrat ljudem poskušam odstreti tančico, kaj v bistvu res doživljajo. In kaj se lahko iz tega, ne sem naučijo, ampak kako se v nekem pomenu tudi zaščititi in kako prepoznati, ali gre res za ta vpliv, ki je mogoče, kot sem rekla, iz enega ozadja, prav z namenom, da nas ustavi in da nekako prepreči ta naš novi svet, ki je nekako v nekem smislu že osnovan v enem takem tudi božanskem načrtu, če tako rečem. In kako predvsem to živeti v vsakodnevnem življenju, to je tisto, kar mene zanima in kar ljudem poskušam tudi nekako posredovati. To se pravi, kako naj bi ta svet izgledal v fizičnem smislu, ne samo, da je v naši ideji, ker v ideji nekateri nosimo to sporočilo, kako bi bilo fajn, da bi v svetu enosti živeli, da bi bili prijatelji med sabo, da bi se imeli radi. In jaz spodbujam, da bi vladala ljubezen, mir, sočutje. Si vsi želimo, ampak nismo še tam. Tako, in nismo vsi ljudje enaki. Eni ljudje to res bolj čutijo od drugih. In eni v sebi prav nosijo to potrebo, da delijo neko, če temu rečem, in pomoč, in podporo, in da so koristni za svet, čutijo ta klic. Velikih je v zadnjem času, ampak najbolj pogosto so prav te duše najbolj izpostavljene tem raznim vplivom. Celo v družinah lastnih. Kada bi rekla, da se na te božanske duše najbolj nekako zgrnejo te oblaki, ki se lahko tudi, vsaj pogosto je tako, zgodijo že v ranem otroštvu, ker so to lahko tudi v otroštvu težke preizkušnje. In moje izkušnje, ki jih imam z ljudmi, so take, da največkrat te duše, ki imajo to, pa če rečemo temu božansko esenco, dejansko grejo v življenju čez težje preizkušnje, tudi čez take, ko včasih res na nek način rabijo vse svoje moči usmeriti v preživetje. Včasih je že samo preživetje na nek način zahtevno, že to, da si služijo denar. In zaradi svoje senzitivnosti, občutljivosti. Veš, enostavno so ljudje, ki jih stvari se ne dotikajo. So pa duše, ki so občutljive in zaznavajo ta drugačen svet, ki je neviden, ki je neotipljiv, ampak je za te občutljive, senzibilne duše ravno tako prisoten in tudi je. Se pravi, zaznava
lahko duša te svetove, na katere pa ne ve, kako se odzvati, ker tega učenja, vzgoje o tem, kaj so te svetovi, ne ve. Skoraj nobena. Ne? In že v šoli potem pride do problemov, ker jih noben ne razume, ker so drugačni, ker so zaradi tega mogoče preveč hiperaktivni ali pa na nek način pokažejo, da so drugačni. Ljudje pa ponavadi nimajo lih ravno tega znanja in vedenja, kako z njimi postopati. Se to je, ne, že recimo Sri Aurobindo pa Rudolf Steiner so govorili, ne, o teh praznih posodah, ne, ki nimajo esence. Ne. Kako ti to zaznavaš, ko dobiš nekoga mogoče ali pa vidiš to, kako to vidiš, pa ti bereš zapis duše, pa duha tudi, ne, kar je še globje. Ne. Mogoče deva malo o tem še povedati. Ja, dušni zapis lahko najdeš skoraj, bom rekla, pri vsaki osebi. Ker najdeš noter zapise tega življenja, prejšnjih življenj, kaj se je dogajalo s to osebo. Dočim duhovna esenca pa ni pri vsakom. Tam je pa to, kar ti stvarnik zapiše. Kaj je tvoja darna namena? Kaj je tvoja namera? Poslanstvo. Poslanstvo in kakšni so tvoji darovi. In tam noter so pa koncentracije teh naših kristalčkov, teh naših biserov, ki jih imamo in jih mi ponavadi nekako pozabimo. In se rabimo tega spomniti in ta čas je prav potem najbolj meni poseben, ker je čas prebujenja. Točno teh duhovnih esenc, ki prinašajo cel kozmos s sabo. In ne samo izkušnje Zemlje, ampak med galaksij, to se pravi, oziroma kozmosa, rečemo temu. Skratka, prinašajo to substanco, zaradi katere mi lahko spoznamo, da je življenje več, lepše, boljše, drugačno, kot so nam ga mogoče predstavili, da je. Ker po tej energiji, ki pride iz našega duha, nas več ne more zadovoljiti materialni svet. Ampak si želimo več. Ni nam več tisto, da samo nekaj na površini živimo, ampak mi želimo iz tega dejansko, ko to začnemo čutiti, samo še več tega. In to nima veze z religioznostjo, ker ta, ki ga imenujemo stvarnik, je lahko za nekoga, ne vem, kreator, karkoli, energija. Ampak bistvo je, da ko začneš iz te energije živeti, tvoj življenje več ni isti. Ne iščeš dopolnitve sebe v drugem človeku. Ne iščeš sreče, zadovoljstva v materialnih stvareh. Ne iščeš nekako izpolnjenosti niti v poklicu več. Ker ko to začneš živeti, ti si izpolnjen. Pa karkoli počneš v svojem življenju, iz vsake stvari, ki jo delaš, seva ta luč. In zato jaz verjamem, da več se jih bo v tem prebudil, da bo ta luč močnejša od teh različnih scenarijev, ki so tam v ozadju, ki prihajajo in so se že zgodili, nažalost, in nam nekako ovirali naše življenje, omejevali predvsem, in nas na nek način posiljevali, grdo rečeno, tudi z določenimi pritiski, prisilami, ki seveda o njih se da diskutirati. Ampak po mojem mnenju vpliva močno na našo notranjo svobodno voljo. Jaz čutim, da tokrat smo mi močnejši in da jim ne bo uspel, bodo še poskusili te matrice, bomo rekli, raznih sil temnih in tako naprej, ki poskušajo in se trudijo na vse načine, tako kot so nama hoteli skoraj oddajo preprečiti. Skoraj, ampak ne damo se. Mi dva vsem zdaj snemava, čeprav je bilo 1 milijon težav, preizkušenj in izzivov. Pač so na nekih nivojih tam, ker večina ljudi to ne zazna, ne vidi, ne čuti, mi dva pa čutva. Ja, točno tako, mi dva pa čutva in sva to zaznala. Ni toliko enostaven, namreč iti po tej poti, je izziv, zato ker so vedno ovire, ker so vedno močna pričakovanja strani okolice, da moramo biti točno taki pa taki, da se moramo vesti točno tako pa tako, ampak mi znotraj sebe čutimo, da nekaj ne moramo več. Enostavno se nam začne upirati. In pol je treba iz tega izstopati. In ta izstop iz teh omejenih okvirjev, ki so nam jih že zgodaj v otroštvu dali in sistemi in še kaj. Ponavadi tako nas tukaj not stlač in mi tam živimo, ne vem, od danes do jutri komaj
preživljamo, ne pa živimo. In je treba iz okvirja stopati ven. In ko stopiš ven, ko stopi vate ta, ali pa ko se izrazi iz tebe, ker v tebi je že ta luč, takrat ti je pot enostavno vidna. Bolj kot pa prej, ko si jo hotel z nekim razmišljanjem živeti, usmerjati tako. Odlično. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu naše oddaje, Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Ja, vrnitev v izvorno esenco s krasno gostjo Ireno Debeljak. Ja, Irena, ogromno si imela gotovo v tvojem življenju, izkušenj, takšni drugačni z ljudmi, nam lahko mogoče zaupaš kakšno anekdoto, kakšno tako močno izkušnjo, ko si brala kakšen zapis, pa se je karkoli takega zgodilo? Zelo veliko se dogaja na teh zapisih, ker že samo branje predstavlja eno odklepanje. In najbolj pogosto je, da mi ljudje zastavijo vprašanje, kaj me ovira na moji poti, kaj je moje poslanstvo, kaj je moj namen, zakaj se mi te stvari dogajajo. In zelo velikokrat se dogaja, da jaz dobivam uvide v stvari, ki njim dejansko odklenejo, v smislu dajo konkretne odgovore, ki so jih iskali mogoče cel življenje. Ker se lahko take stvari vidi, ko dejansko mogoče so skrite noter v njih samih. In se skozi zapis vidi. To so take malo, recimo temu, zgodbe, ki so povezane recimo z družino, z rodbino. Jaz imam teh primerov ogromen, ko so v teh vozlih karmičnih, družinskih in se iz tega ne morejo zvleči. Ko na nek način dobijo karmo tudi drugih ljudi, bremena drugih ljudi in jih to dostikrat potem potlač dol in ne morejo izraziti samega sebe. In to, kar jaz zelo velikokrat vidim, je, da ljudje, ki so dobri po srcu, največkrat, bom rekel, največkrat prevzemajo te težave drugih, bremena drugih ljudi. In to se velikokrat zgodi, da ko jaz recimo preberem in postane jasno, da se to njihovo stanje dejansko spremeni. Meni se je že velikokrat zgodilo, da so ljudje vstali in so rekli, zdaj pa saj vem, da sem normalen, da ni z mano nič narobe. To se pravi, da to je zelo pogosto, da enostavno dobijo potrditev. A veš, da je, okej, nisem to, se pravi, nora, ker v bistvu veliko ljudi ne upa nič povedati, nikomur nimajo sogovornika in potem pride tako previdno, kaj bom jaz povedala. In pa, ko jim povem kakšne stvari, in to so včasih res nenavadne. Ko jim včasih recimo najdemo take stvari noter v zapisu primera, da so bolezni lahko vzrok kakšnih preloženih karmičnih zgodb, ali pa težave recimo z tem, da se ne morejo izraziti, kakšni zapisi, ki so na dednem toku. In tega je res veliko. Tako da konkretno zdajle se res ne spomnim, ker jih imam res veliko. Ampak recimo že sem imela ravno včeraj en tak zelo dober primer, kjer ljudje meni nič ne povejo. Pa tudi se jih ne sprašujem. V resnici imam najraje čim manj podatkov, ampak tako transparentno so določeni zapisi, kako človek recimo ima svojo pot postavljeno že noter v nekem višjem načrtu. In ko se pol potrdi, ko jaz to preberem, in recimo meni je fascinantno to včasih, ko se čist popolnoma stvari poklopijo, ker je šlo pa še pač za osebo, ki je zdravje. In se lahko enemu človeku, to se mi je večkrat zgodilo, začne se aktivirati ta njegov, recimo temu, kanal je bil v tem primeru, da je začela takoj, ko smo imeli branje zapisa, ona že slišati to svoje duhovno vodstvo. Zanimivo, že sem, ko zavestiš, da imaš nek dar, se ti lahko tudi aktivira, prebudi. In zato največkrat so ljudje tako v enem čist drugem stanju, navdihnjeni na nek način, tako od znotraj velikokrat tako presunjeni, ker jaz ne ugibam, jaz pač povem resnico in ta resnica osvobaja. Predvsem si pa želim ljudem povedati dobro v njih. Tisto, kar ponavadi ljudje v njihovi okolici ne vidijo ali pa manj vidijo, pa niti oni sami ne vidijo. In meni je želja ljudem pokazati tisto, kaj oni zares so.
In zato mi je to branje dušne esence ali duhovnega zapisa toliko zdaj, kako bi rekla, prioriteta. Da oni, ljudje, ki pridejo k meni, dobijo otipljivo, kaj pa so res njihovi potenciali. Kaj pa je res tisti njihov, kaj prenašajo v ta svet, ne? Res tista posebnost, ki jo ima vsaka duša. Ampak duše so nekako ujete v tej matrici, duh Tako. je pa izven, ne? Duh je svobodni, direktno povezan z virom, ne? S pravim Bogom, ne? Obstaja seveda vse sorte iluzij tukaj, mogoče lahko še o tem svetu povejo, kako ti vidiš duhovni svet, materialni svet, kako je to povezano, prepleteno, pa potem še ta zaključni del. Večina ljudi se probajo najti v tem svetu, ki jim je znan, in to je materialni svet. Iščejo zadovoljstvo, srečo in podobno. In tiste duše, ki pa jim to potem, ko že mogoče najdejo neki, pa jim to ne da tistega notranjega zadovoljstva, pa začnejo iskati več. Največkrat se naslonijo na to, kar jim je znano. Zelo redko, katera duša je, ki se že v samem štartu zaveda, meni ne zanima denar, meni ne zanima, ne, to kasneje potem izvejo. In zato v bistvu to pride potem z spoznanji, ko že doživijo, oziroma z izkušnjami, ne, ko že doživijo določeno izkušnjo in niso potolaženi in iščejo nekaj več. Se pravi, da iz moje izkušnje je pravzaprav fajn, da imajo ljudje te materialne izkušnje, ne vem, da imajo, ne vem, partnerje, da imajo otroke, da dobijo tisto, kar mislijo, da to bo pa zdaj to. Kaj eni, ki tega nimajo, mislijo, da je to, a ne? Ampak tisti, ki pa imajo, pa rečejo, joj, kako je bilo fajn, ker prej tega ni bilo, veš, ker v smislu vidijo pa drugače. Skratka, fajn je, da človek poskus, ali je to res to, kar on hoče imeti. In mislim, da je za duhovno delo pripravljen človek takrat, ko ima že to izkušnjo. Ker dokler je nima, njemu lahko govorim o tem, lej, ampak gor to, kar je višje, je pa zate pomembnejše. Če on nima osnovnega, ne vem, bo slišal niti, ne? Tako, preživetvenega tistega temelja, bo skozi sanjal o tem, kaj bo imel. To se pravi, je pomembno, da v bistvu imaš en osnovni temelj. Ker dostikrat se pri ljudeh, ki pridejo k meni, srečujemo s tem, da nimajo osnovnega temelja, veš, da nimajo niti lastne vrednosti, oni ne vejo, kaj bi. Ne znajo se, ne vem, ne znajo se ceniti, nimajo dostojanstva, nimajo notranjega. Saj verjetno se ti tudi zato ti duhovni svetovi pol ne odprejo, ker moraš najprej tle zemeljske stvari poštimati. Torej najprej osebna rast, pa potem duhovna rast, ne. Ljudje mešajo, eni grejo pa takoj v duhovnost, ne, pa niso zreli in je lahko veliko težav zaradi tega. Tako, zaradi tega veliko težav, ker je... Ker niso baze, prve 3 čakre, se rečem. To moraš poštimati najprej. Na nek način je to dosti pomemben. Zato na začetku te to sam zanima. Dobro, pri meni je bilo preživetje, ker sem res imela težave, ne? In sem iskala vsebine, ki bi me nekako napolnile v nekem pomenu. Čim večina ljudi pa to pot, če temu rečeva duhovno, začne iskati takrat, ko vidijo, da jim na nek način njihove sanje niso se realizirale. To potem, Ok, zdaj ne moram, mimo tega, da bi te vprašal, kakšen potencial pa v meni vidiš, recimo, pa da narediva demonstracijo in tak kratek zapis duha mogoče, karkoli začutiš, da je pomembno. Ja, že tvoj poklic, to, kar si izbral, govori o tem, da si slišal glas in da si šel po poti srca. Kajti to, kar ti delaš, je vse tvoje poslanstvo. In s temi svojimi darovi živiš od malega, čeprav ga na svojih darov nisi tako znal čutiti na ta način in šele prihaja tvoj čas. In zato tisto pravo razkritje, ki ga nosiš v sebi, šele prihaja in je toliko skrivnostno, da mogoče ni za eter. Me mrazi. Ja, in ni za ta trenutek še takole, da se izpostavi, ker ko bo tam padla neka tančica, bo tako kot tista pesem. Vsi osamljeni ljudje so kot školjke biserne, ki začutiš jo šele, ko školjka sama se odpre in zagledaš bisere. Wow. To me je pa zdaj mrzilo. Vse goste sem spodbujal, da pojejo, ti si pa evo zdaj iz najvišjega nivoja sama zapela. Wow, ful dobro, ful močno. Hvala ti za tole.
Pa res se dotakne najglobjega kotička srca. Ja. To je res smo zdaj na prelomnici, ne? In človeštvo se prebuja in mi smo zdaj Jaz prav kličem duše smo, no? v mislih, ja, da se povežemo. združimo se, povežimo se, Super. stopite iz ozadja, ne se več bati, ne bojte se ne avtoritet, ne diktature, ki jo vsak na en svoj način lahko doživlja, tudi če je to podzavestno. Diktatura je naš lasten strah, naš lasten dvom, nezaupanje. To so potlačeni vzorci, ki so v nas. In zato jaz ljudi spodbujam, odvržite verige, stopite ven iz tega, kar vas veže, kar vas omejuje, kar vam ne pusti, da živite to svojo notranjo luč. Razširite to svojo luč. In zato tudi izkoristim to priložnost in povabim duše, da si v to luč upajo stopati in da si jo priznajo. In verjamem, da bo to sporočilo šlo med tiste, ki bojo točno vedeli, zakaj gre. Ja, noro. Tako da se že vnaprej zahvaljujem za ta dvig. Hvala. Res si lepo to zdaj povedala. Res močno. Jaz zdaj res čutam, no, koliko se povezujemo, koliko smo zdaj na prelomnici in koliko je pomembno, da stopimo skupaj. In jaz vedno pravim, luč in ljubezen Boga, tukaj sem zadnjič na osebni Facebook dal, je neštetokrat močnejša od vseh temnih sil, in res pomembno, da vsak se sooči svojo senco temo, ki je še pač ima za predelati, vsak ima še nekaj gotovo. Ja, seveda. Vsi smo na pač nekih prehodih, kakorkoli, rastemo z dneva v dan, jaz se rečem, vsak dan zrastem, vsak dan se nekaj novega naučim, oziroma se spomnim, aktiviram nek potencial dodaten. Tako da res pomembno, da se soočimo s tem, da presežemo to in da res se zavedamo, da smo neomejeni potencial, da je v nas neomejena moč, da lahko presežemo vse težave in da je res vse mogoče. Točno tako. In ne rabimo več procesirati starih travm in starih izkušenj in se smiliti samo v sebi, ampak moramo to samo pustiti, da gre. Se dvigant na to. Se dvigant. In ozavestiti to moč, ki je v nas. Tako kot na nek način ustajenje pride, ko smo dejansko pripravljeni odvršiti staro kramo in preteklost in ko smo se pripravljeni nehati smiliti samo v sebi. To je tudi pomembno. Ker dokler smo radi žrtve, se to ne more zgoditi. Tako. Torej, ven iz žrtve v kreatorja, so kreatorja življenja. V lastno odgovornost za življenje. Tako. Odlično. Hvala, draga Irena, za obisk v našem studiu. Moj poklon, spoštovanje za vse, kar si, za vse, kar delaš, pa bomo še kaj sodelovali. Odlično, Dejan, se veselim. Enako, hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije, in uživajte življenje in se gledamo prihodnjič.